naše prvo strokovno srečanje, panel z naslovom Čezmejno povezovanje za boljše obvladovanje sodobnih izzivov vinogradništva na Krasu, bo posvečen temi, ki na Krasu združuje bogato tradicijo, sodobne izzive in priložnost za razvoj. Moderator panela bo Sašo Dravinec, dolgoletni novinar in urednik Primorskih novic. V panelu pa bodo sodelovali gospod Marjan Colja, direktor Vina Kras Sežana. Mogoče vas povabim kar vse na oder. Marjan, kar izvolite, Sašo tudi vi, vabljeni. Profesor Giovanni Bigot, podjetje Perleuve. Profesor dr. Lorena Butinar iz Univerze v Novi Gorici. Profesor dr. Sabina Passamonti iz Univerze v Trstu. Dr. Dejan Bavčar iz Kmetijskega inštituta Slovenije in gospa Nika Gregorič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hvala lepa za zaupanje. Pozdravljeni tudi sogovorniki in sogovornice, seveda. Predlagam, da začnemo z delom. Čaka nas še kar nekaj dela v tem in naslednjem panelu. Tema je čezmejno povezovanje za boljše obvladovanje sodobnih izzivov vinogradništva na Krasu. Kras je najmanjši slovenski in primorski vinorodni okoliš, v okviru vinorodne dežele Primorske tudi nekako najbolj poseben, najbolj hladen, kot temu pravimo, največji delež rdečega grozdja, najbolj monokulturen, če lahko tako rečemo, 3/4 je refoška oziroma terana, posebnež po zemlji, tudi načinu predelave in še marsičem, verjetno tudi strokovni izziv, kot bomo videli kasneje z gospodom Bigotom. Čeprav je običajno tako, da so domačini bolj na koncu, je prvi izziv, prvo vprašanje za gospoda Marjana Coljo, dolgoletnega direktorja Vina Krasa, izkušenega vinogradnika, vinarja, promotorja, da ne rečem tudi borca za Kras, kraški teran in nasploh nekako podobo tega teritorija. Gospod Colja, v vaših vinogradih že več kot desetletje, kot smo slišali, potekajo raziskave. Vreme se spreminja, spreminjajo se navade, spreminjajo se še marsikatere druge stvari. Kateri so ta trenutek največji izzivi kraškega vinogradništva in vinarstva, tudi v luči dejstva, da je na Krasu stopnja opuščanja vinogradov večja kot v sosednjih vinorodnih okoliših. Seveda pa nas zanima, kako te perspektive vidite tudi na podlagi izsledkov iz agroturjev, ki so potekali od leta 2011 tudi v vaših vinogradih. Izvolite. Ja, dobro dan v mojem imenu. Ja, sigurno največji izziv je zdaj opuščanje vinogradov. Kako to zaustaviti? Tudi mi v zadrugi smo že kar nekaj let nazaj poskušali na vse načine, kako bi mogoče te mlade bodoče prevzemnike nekako pripravili tako, da bi imeli vinogradništvo. Tudi nekako smo se povezovali, da tisti vinogradi, ki so okoli nekih vasi, ki so opuščajo, da bi jih mogoče nekako dali v obdelavo tem mladim, nadebužnežem, ampak enostavno na Krasu, mi smo Krašovci, smo res trmasti. Ne prodamo, ne damo v najem, rajši vidimo, da raste robida. To je tista žalostna, najbolj žalostna stran tega vinogradništva. Seveda so pa izzivi v vinogradništvu, ne samo to, ampak so tudi drugi, sigurno se že prej omenili, to je klimatski pogoji, ki moram reči, da na Krasu
niso li tako negativni. V zadnjih 30 letih je Kras na ta račun kar veliko pridobil, predvsem na kakovosti grozdja. Seveda, tudi s podporo teh projektov, ki je potekal že več kot 10 let, tisti, ki je imel odprte oči, tisti, ki je bil pripravljen poslušati, se je marsikaj naučil. Zase, oziroma za nas lahko rečem, da smo na pravi poti in danes lahko rečemo, da predelujemo vrhunsko vino v naših vinogradih, da predelujemo v kleti vrhunsko vino, ki je sposobno tudi ne samo trženja na slovenskem tržišču, ampak tudi izven meja pa vse do Bližnjega vzhoda, to je pač zadnja potrditev. Se pravi, ampak to pomeni, da je res ta priprava vinogradov, spremljanje obdelave, namakanj, bolezni, škodljivcev v vinogradih, kako pride do boljšega pridelka, lege, priprava ta, vse to zelo pomembno, vse to naslavlja tudi projekt Agrotur in zato smo tudi nekako hvaležni za vse to. In jaz upam tudi v bodoče, da se bo to nadaljevalo, kajti pač je treba stremeti k temu, da smo vsak dan boljši in trg je pač vsak dan zahtevnejši. Ne? In ljudje pač pijemo manj, kar je hvala Bogu pravilno in pijemo pač, se z vinom ne opijamo, ne? Ampak moramo piti tisto, kar pijemo najboljše, kar se da. Kako pa se soočate s izzivom sodobnih trendov, da rdeča vina nekako niso v ospredju, kljub francoskemu paradoksu, da ta trenutek bijejo težke bitke, tako imenovane rdeče vinorodne dežele, Toskana, Bordeaux, Piemonte. In kako pomagajo spodbude turizmu, da ljudje, vendarle turisti pridejo na Kras, kjer se soočijo s teranom? Ja, to je sigurno tudi en precejšen izziv, no mi v kleti pa se soočamo s tem, da zadnje leta sedimo pač bele sorte, ne? Tako da zdaj smo že na razmeru nekje 70-30, prej smo bili 90-10 mogoče, ne? Ampak to ne pomeni, da zapuščamo teran, daleč od tega. Ko sem že prej omenil, v bodočnosti se bo pilo bistveno manj in tisto, kar se bo pilo, naj se pije dobro. In kar pomeni, da tudi struktura same prodaje mora biti različna. Mi pač odprtega vina praktično nimamo več kot teran in počasi upam, da bo z zakonom prepovedano tudi litrski program. To bi bil najboljša rešitev za Slovenijo, kajti buteljčni program se malo lepše tudi trži. Ne? Tako da, ja, in imamo pa veliko srečo, kar se tiče terana, da je še vedno slovi kot tisto vino, ki je nekako zdravstveno, rekel, najbolj primerno, da pač ima dobre učinke in to nas nekako rešuje. Je pa res, rdeče vina v svetu je pa popolna polomija. Tako da nam zaenkrat se nam, če ne pozna, rekel, manjša prodaja, ampak to pač je pač zasluga domačih kupcev, ki so zvesti teranu. Hvala lepa. Gospod Solja, gremo k naslednjemu sogovorniku. Giovanni Bigot vodi skupino raziskovalcev svetovalnega in raziskovalnega podjetja Perleuve iz Furlanije. K sodelovanju v projektu Agrotur Plus so jih povabili v partnerski organizaciji Las Gal Kras Karso. Raziskovali pa so razvoj bolezni in škodljivcev na Krasu, v različnih vinogradih na Krasu. Gospod Bigot je znan tudi po tem, oziroma njihovo podjetje, da so formirali indeks Bigot, s katerim nekako določajo na podlagi realnih temeljev vrednost oziroma vrednost vinograda za pridelavo grozdja za vrhunska vina. Vi se pogovarjate s trtami v celotni regiji severnega Jadrana. Kateri izzivi so pred kraškimi vinogradniki? Kaj je tisto, kar jim polagate na dušo za prihodnost, da bodo pridelovali zdravo, kakovostno in količinsko ustrezno grozdje v vinogradih na tej precej skopi, a vendarle dobrodušni rdeči zemlji? Torej, hvala. Torej, smo načeli res veliko tem in se vam zahvaljujem najprej za
povabilo na tem projektu in seveda v okviru tega projekta smo dali na voljo naše izkušnje. Torej tim skupina Prljovo, tukaj je z mano tudi prijatelj Luka, ki je koordiniral prav del projekta Agotura za to, da bi izvajali spremljanje. Torej mi smo spremljali na licu mesta in s pomočjo aplikacije, ki smo izdelali prav za spremljanje vinograda in smo pač spremljali več kot 2000 primerov in torej res veliko podatkov smo zbrali v vsakem vinogradu in po zaslugi tega smo videli vsak teden, kako se razvija torej, trta in vinograd iz zdravstvenega vidika, iz vidika bujnosti, torej tudi kar se tiče krošnje in samih jagod in smo tudi ugotovili posledice naprimer ožiga in toče in smo torej preverili tudi grozdje, ki v nekaterih sezonah torej ne postanejo torej grozdi, temveč so manj razviti in gre za nekako regresijo, ki zmanjša proizvodnjo, ne da bi se imeli zavedati, zato ker imamo pač zlasti aprila velike spremembe v temperaturi, ki negativno vplivajo na grozd in na grozdje in torej moramo vsaki teden preverjati v vinogradu in zbiramo in moramo zbrati podatke, kot je že povedal Klemen, torej smo dali na voljo vsem vinogradom tudi podatke, ki smo zbrali in tako torej smo dali na voljo tudi podatke vsem podjetjem, zato da bi kar se da dobro nadaljevali s sezono. Torej imamo sezone, ki so zelo primerne tudi za zaščito pred torej, škodljivci. Druge sezone so težje in vse to seveda nas je primoralo, da smo torej izvajali različne oblike zaščite. Torej smo posegli tudi z torej krajšimi izmenami in v letu 2025 pač smo uporabili manjše količine snovi za boj proti parazitom. Torej sezone se med seboj spreminjajo. Torej iz leta v leto imamo precej razlik in kar se tiče torej potencijala kakovosti, torej indeks GOT, ki sem ga predstavil leta 2020 in ga uporabljamo kot standard. Ne samo v Italiji, temveč tudi v Sredozemlju in tudi drugod po Evropi. In torej indeks je standard za evalvacijo, s katerim pač zbiramo podatke in ti nam prikažejo potencial. Torej imamo tudi nekatere elemente tega indeksa, ki so torej pozitivni že prisotni in ti so povedani tako na torej območju, kot tudi na vinograd. Torej zlasti, kar se tiče bujnosti. Torej imamo vinograde, ki že po naravi so zelo bujni in to je boljša tržnja k odpornosti. Torej, ko imamo vodni stres ali pa velike razlike v temperaturi, torej v nekaterih vinogradih imamo torej manj negativne vplive. In to je odvisno tudi od genetike. Torej, zaradi genetike se tudi listi razvijajo bolje in to je seveda pozitivni vpliv. Torej, kar se tiče jagode in velikost jagode. Torej, recimo jagode, tiste večje 2 grama in več, torej tudi to je dobra informacija, kajti dehidracija, do katere lahko pride zaradi vodnega stresa ali tudi zaradi velikih razlik v temperaturi zmanjša, torej ima negativne vplive na manjše jagode kot v primerjavi torej z večjimi jagodami. Torej, in v tem primeru torej govorimo o morfologiji jagode in kar se tiče torej površine lista in tudi o krošnji. Tudi v tem primeru pač lahko
upravljamo torej, tako krošnjo kot liste. In ti dva elementa torej, pozitivno lahko vplivata tudi v časih stresa. Kar se pa tiče spremljanja, in mislim, da ta podatek je res zelo pomemben, kajti investiram prav v ta postopek. To je dejstvo, da stalno zbiramo podatke iz vinogradov. Torej, in seveda je treba tudi ugotoviti, kaj pomeni ti podatki, in imamo seveda na voljo tudi senzore, ki nam pomagajo videti, česar se ne vidi običajno. In zaključim s tem, da vam povem, torej, da oktobra smo torej videli, da smo imeli pač osnutek Evropske direktive, s katero bi želeli pač spodbujati jasne smernice spremljanja tav in odpornosti tav. Torej imamo že dokument, je že na voljo. Sem prav prebral o tem v zadnjih tednih, in sicer o pomenu torej spremljati torej, kemijsko sestavo tav za to, da bi zagotovili torej, odporna tla. In vsekako, da bi lahko prišli do tega rezultata, moramo poznati torej, razlike in tudi kritičnosti. Torej moramo biti vedno prisotni v vinogradu, moramo biti prisotni, zato ocenimo in tudi, da torej, upravljamo stanje. S Klemenom pač smo stalno sodelovali in vsaki teden smo pač zbirali podatke. Ti podatki so na voljo in smo tudi delili podatke z ostalimi. Hvala lepa. Bo zaključkom tega projekta konec tudi vašega pogostega prihajanja na Kras, ali boste ostali sodelavci, boste ostali nekako spremljevalec dogajanj v kraških vinogradih? Torej gotovo bom zahajal še na Kras. Torej mislim, da na Krasu torej, vinogradniki želijo sodelovati pri različnih dejavnostih, želijo investirati. In je bilo vedno jasno, da so bili odprti do novega načina dojemenja, in Kras je bil vedno kraj, kjer rade volje zahajam. Gremo naprej. Gospa dr. Lorena Butinar iz Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, ki je projektni partner pri Agrotur Plus. Izvajali ste mikrobiološke analize s poudarkom na mlečno-kislinskih bakterijah in biološkem razkisu kraških vin. Vprašanje je aktualno in pravzaprav enostavno, kar kliče potem, da se ga postavi, ne vem, če je tako tudi z odgovorom. Ali spremenjeni okoljski dejavniki spreminjajo tudi atribute in značilnosti vina, v tem kraškem primeru zlasti terana? Ali je zaradi podnebnih sprememb mikrobiološka slika terana boljša ali slabša? Je drugačna? Lep pozdrav vsem. Odkar obstajajo Agrotur projekti, mislim, da se vsi strinjamo, da kakovost terana se dviguje, ne? Tako da tudi mikrobiološka slika se izboljšuje, tudi kakovost, kot sem že rekla. Zdaj, če gremo na te skrajnosti, po eni strani recimo, če so deževna obdobja, ne? Potem je to tudi pritisk plesni in pride do okužb, poškodb grozdja, in s tem je recimo tudi vnos nezaželenih mikroorganizmov, ki seveda negativno lahko vplivajo, ne?
in tvorijo nezaželene spojine, ne? Kot smo recimo mi analizirali biogene amine in pa recimo hlapne fenole smo se nekako osredotočili. Zdaj po drugi strani, kot so že sogovorniki, pa tudi mislim, da bo nadalje, ne, ko prihajajo visoke temperature, pa tudi sušna obdobja, potem je tudi višja sladkorna stopnja, višji alkoholi in to spet se pravi predstavlja izziv za jabolčno mlečno kislinsko fermentacijo, ne, in lahko inhibira delovanje mlečno-kislinskih bakterij. Potem so tudi tukaj se pravi nižje kisline in s tem tudi višji pH-ji, kar spet predstavlja nevarnost za vnos ali pa da se namnožijo nezaželeni mikroorganizmi. In med temi so lahko tudi druge bakterije, ocetno-kislinske in pa predvsem tudi mlečno-kislinske bakterije, ker kot vemo, te so, ene izmed njih so pozitivne, ki jih pač potrebujemo, da vodijo jabolčno mlečno kislinsko fermentacijo, druge so pa lahko negativne in tvorijo biogene amine in se pravi so nezaželene. Tako da se pravi tudi v vidu klimatskih sprememb je tudi se spreminja mikrobiološka slika in se pravi se lahko vinarji potem imajo določene izzive tudi v kleti, ampak mislim, da projekt je naslovil določene rešitve, vinogradniški pristopi, recimo kot je tukaj gospod Bigot omenil, ne, recimo spremljanje bolezni v vinogradu in se pravi pač tudi odziv vinogradnika v pravem času in pa seveda tudi potem v kleti, da se vodi fermentacijo in pa tudi, kar bom rekla, je, kar smo opazili, je tudi nižje uporablja žveplovega dioksida, tako da tudi z tega vidika je pomembno, da kontroliramo mikroorganizme tekom vinarskega postopka. Ne? Hvala lepa. Pa mislite, da so nižje kisline in višji pH, to je pa seveda onstran laboratorija za teran in zlasti za tiste, ki uživajo teran v sodobnem času dobro sporočilo oziroma boljša stran terana? Ja, pač teran ne ima višje vsebnosti jabolčne kisline, zato je tudi potrebno jabolčno-mlečna kislinska fermentacija. Zdaj recimo z višjimi temperaturami seveda tudi koncentracija teh kislin pada, ne? Ampak se pravi, kar je recimo problem je s tem, da lahko nezaželene mikroorganizme se vnašajo, no? In da se namnožijo in negativno vplivajo potem na kakovost vina. Ne? Se pravi, pazljivost vinarjev velja. In vinogradnikov. In vinogradnikov, kot je povedal gospod Bigot, in tukaj je tudi potrebna pomoč stroke oziroma znanosti. Ja, se pravi, pomembna je raziskovalna dejavnost, pomembni so pa tudi ljudje, kot je recimo Klemen, ki lahko premosti to raziskovalno razvojno dejavnost s proizvajalci, ne? Tako da postavi en most, da nekako imamo en skupni jezik. Ne? Hvala lepa. No, ostanemo na področju laboratorijskega delovanja, laboratorijskih analiz vina. Gospa profesor Sabina Passamonti iz Univerze v Trstu, ki je prav tako projektni partner, je raziskovala svojo ekipo zlasti vpliv antocianov, se pravi v vinu, na bilirubin v jetrih. Torej, kako spojine, dobre spojine, antioksidanti v teranu vplivajo na delovanje človeških jeter. Kako pravzaprav vplivajo
in ali za teran še vedno veljajo priporočila, ki jih povezujejo z dolgovečnim življenjem, z dolgim življenjem, celo v antičnem obdobju in cesarico Livijo. Torej, hvala vsem. Torej, hvala za vprašanje. Torej, vino je bilo vedno blagodejno, tudi pred Jezusom Kristusom. Drugače pač bi ga ne zbrali kot za simbolično torej, pitje, ne kot torej vino je bilo vedno blagodejno, ker so ga Prevelike količine vina so škodljive, preveč testenin je tudi slabo. V knjigah o medicini govorijo celo o zastrupitvi z vodo, torej je treba vino piti zmerno. Znanost, to so navedla tudi v drugih publikacijah, tudi pri Agrotur 2, to stalno ponavljam, koordinirala sem tudi več dogodkov in poletno šolo. Če torej preidemo k konkretnim podatkom, priporočen odmerek belega ali rdečega, ne vem, v čem je razlika med enim in drugim, torej 3 kozarce na dan za moške in 2 kozarca na dan za ženske, in to v varnem obsegu. Oziroma, pri tem projektu po prvi izdaji je naša delovna skupina preučila učinka na zdravje pigmentov rdečega vina, to se pravi antocianov, in ti pigmenti seveda so absorbirani samo v manjšem obsegu. V glavnem jih naše telo odstrani, izloči pigment, se tudi zelo hitro izloči, zelo malo je potem absorbirano, ampak obstaja to, da s 3 kozarci za moške na dan in z 2 kozarcama za ženske na dan smo zabeležili pomembno znatno znižanje tveganj na srčnem sistemu, manj infarktov, manj hipertenzije, manj miokardij. In ne vemo, čemu je temu tako, seveda obstaja nek neposreden učinek antocianov na kardiovaskularni sistem. Moja delovna skupina pred 10 leti je objavila zanimivo publikacijo, ki dokazuje ravno to. Gre seveda za znanstveno publikacijo. Učinki so dolgotrajni. In torej smo se mi zamislili, da bi lahko ti učinki izhajali iz tega, da antociani lahko povišajo nivo bilurbina v krvi. Bilurbin je tista rumena snov, ki ko se preveč poviša, kaže na težave na jetrih. Mi govorimo pa samo o manjših pozitivnih nihanjih. In ta manjša omejena nihanja, in to odkrivamo zdaj, izhajajo iz medsebojne interference med antociani in bilirbinom, kajti vstopajo in izstopajo iz jeter preko skupnih poti, kanalov. To je kot, če bi 2 osebi morali skozi ista vrata, ali gre ena skozi, ali gre druga. In druga mora počakati. Zato antocian
narediti tako, da bilirubin počaka in zato se ta nabira. In bilirubin ima tudi drug učinek, to se pravi, da zmanjša kardiovaskularne tveganje in smrtnost na splošno. In to smo ugotovili, zato ker tukaj med nami bosta vsaj ena ali dve osebi, ki veste, da imata povišen bilirubin, to je Gilbertov sindrom. In to stane narediti dve osebi bolj zdravi, bolj odporni na bolezni, tudi bolj suhljate. Kajti bilirubin deluje tudi proti prekomerni telesni teži. Upam, da sem bila dovolj jasna in da sem to enostavno povedala. Rada bi še dodala še to. Ta plemenitost Agrotur projektov je ta, da so ti trije projekti združili vse ljudi na Krasu, vse strokovnjake in poklice na Krasu. S Klemnom to ponavljava od zaključka prvega Agrotur. Ustanovimo recimo raziskovalno središče za vino in zdravje na čezmejni ravni. Mogoče se bo to uresničilo z ZTS-om, ne vem. Zanimivo bi bilo, da bi jim to uresničili, kajti to bi bilo pomembno gonilo za razvoj tega prostora in bi povečalo tudi prestiž kraških izdelkov. Naši izdelki so prestižni. Zakaj? Zato, ker so znanstveno preučeni. Če jih znanost preučuje, pomeni, da so pomembni. In zato bi se povečala tudi privlačnost našega prostora. Novi ljudje bi se sem preselili, znanstveniki, usposobljeni agronomi, specializirani enologi, vse to bi prihajalo k nam. In če zaključim, kako izpostaviti rdeče vino v primerjavi z belom. Povežimo to s pršutom, kajti se pršut postreže z rdečim vinom, ne z belem vinom. Žal sem bila predolga, ampak nič ne de. Torej, hvala. Čas bo za kakšne, Marjan, bi bili zadovoljni, če bi lahko na teran, na etiketo zapisali zdravstvene trditve o njegovi blagodejnosti. Hvala lepa. Gremo naprej. Gospod Dejan Bavčar je vodja enološkega laboratorija v Kmetijskem inštitutu Slovenije, vodilnem partnerju projekta. V laboratoriju so analizirali teran in nekatere pomembne parametre, tudi glede dozorelosti in fenolnih spojin. Vprašanje je, kaj se je v teranu na podlagi vaših preučevanj spremenilo v zadnjih 15 letih, kar potekajo Agrotur projekti, in kaj ima po vašem mnenju več vpliva? Boljša, kakovostnejša predelava, pridelava in predelava, podnebne spremembe ali kaj tretjega? In podvprašanje ali dodatno vprašanje, ali je pravilnik o PTP še ustrezen ali ga bo spet treba kakorkoli, po vašem mnenju, z vašega vidika, spreminjati? Najlepša hvala, lep pozdrav tudi v mojem imenu. 3 dolga vprašanja, na vsako bi lahko dolgo časa odgovarjal, pa bom poskusil biti čim bolj konkreten. Torej, prvo vprašanje, kaj se je dejansko spremenilo? Podatki, ki jih imate, analitski podatki, zdaj bom mogoče malo več govoril o teranu PTP. Ne smemo pozabiti, imamo na čez mejo tudi krasna vina terana, ampak zaradi statističnih podatkov jih imamo pač teh več. Torej, če gledamo tista prva leta 2011, 2012, 2013 in tako naprej, jih primerjamo z zadnjimi leti 2023, 2024, celo začetkom 2025, lahko nekako ugotovimo, da je sigurno prišlo na fizikalno-kemijskem področju do določenih sprememb, narasla je vsebnost alkohola, statistično govorimo, nekje 0,4 do 0,6 volumskih procentov v povprečju, spršli smo iz 12,0 na 12
5, 12, 6. Potem imamo, upadla je vsebnost kislin, kot smo že prej slišali se strani Lorene, za nekje 0,4 do 0,5 grama na liter, iz statističnih 7,5 smo prišli na statističnih, smo se zelo približali 7 gramov na liter. Presenetljivo je celo narasla nekoliko skupna vsebnost žveplovega dioksida, torej presenetljivo, govorim celo verjetno v pozitivnem smislu, kajti teranje kot vino vsebuje izredno majhno vsebnost skupnega SO2-ja. Glede na izziv, ki ga je tudi že omenila Lorena pred mano, torej dvig pH-ja, je to verjetno celo dobra novica, se pravi, ta mikrobiološki izziv je pač tak, kot je. Spremembe so seveda tudi na področju vsebnosti polifenolnih spojin in celo aromatiko, ki smo jo tudi v okviru predhodnih agroturov že raziskovali, ampak te dve so bolj podrejene dejansko letom dozorevanja oziroma posebnostim letnika in tista, kar se tiče aromatike, pa verjetno bolj tehnologiji pridelave v kleti, tako da tukaj ni takih bistvenih verjetno statističnih sprememb. Tukaj imamo na tem področju mogoče premalo podatkov, ker so te raziskave izredno seveda drage. Kakorkoli se strinjam z predhodniki, ki so povedali, torej terani so boljši, terani so se nedvomno v zadnjih letih izboljšali senzorično in to je seveda tista glavna zelo pozitivna informacija. Drugo vprašanje je bilo, kaj dejansko je tukaj ima pri tem največji vpliv. Sigurno seveda podnebne spremembe grejo do določene mere na roke pridelovalcem na krasu, predvsem boljše dozorevanje grozdja, boljša fenolna zrelost, ki se na koncu izrazijo tudi v nekoliko višji stopnji vsebnosti alkohola, nižjim kislinam, kar je mogoče tudi pripeljalo do nove pivce tega vina. Po drugi strani pa je tukaj spet pojav in nekaterih ekstremni pojavi, kot so razne suše, toča, višje temperature in tako naprej, kar pa tudi spremenjena mikrobiološka slika, kot že omenjeno, in to so seveda novi izzivi za pridelovalce grozdja in pridelovalce vina. Drugi vpliv je gotovo večje znanje pridelovalcev, torej znanje pridelovalcev vina na krasu se nedvomno povečuje, v to ne dvomim, tukaj pa ne samo mladih, ki so bili že izpostavljeni, ampak seveda mlajši, prej pride do teh informacij, ker preiskujejo tudi druge kanale, ki jih mogoče starejši pridelovalci ne preiskujejo, torej to je digitalizirane kanale, prek katerih se dobi tudi novo znanje in so mogoče tudi bolj, kot bi rekel, tem odprti, raje sprašujejo, več stvari jih zanima in tako naprej in vejo, da je investicija v znanje pač tisto, kar nima svoje cene. Tretji dejavnik, ki ste vprašali še kakšen drugi, pa je verjetno kupec, pivec oziroma celo trg. Jaz mislim, da danes več ni tukaj, ni več prostora za slabe terane, torej vse terani so dejansko, če hočeš ga prodati kot teran, mora biti dejansko dober. Konkurenca je zdrava in kot ste že omenili, niso lahki časi za prodajo rdečih vin in torej vina morajo biti pač dodelana do konca. Na tem področju smo še opazili tudi seveda pojave nekaterih, ne vem, kako bi rekel, dodatnih iskanj kupcev, ne vem, poraba novejšega lesa, kamnite posode in tako naprej, ampak pač to so poskusi, pri katerih bi zajeli nek širši krog kupcev. Tretje vprašanje je bilo pa še za pravilnik. Torej, pravilnik je bil konec leta 2021 spremenjen, kar se tiče nekaterih fizikalno-kemijskih podatkov, ki so se spremenili glede na prejšnje podatke, je sigurno tukaj prišlo tudi nekaterih so bili uporabljeni rezultati tudi iz predhodnih agroturov, pač izginjajo, torej ni več omejitve glede skupnega dejanskega alkohola navzgor, dovoljena nižja vsebnost kislin, torej so še seveda druge spremembe. Možda bi bili še nekateri popravki, to mogoče z mojega stališča, ne vem, ostanek 4 gramov na liter sladkorja dovoljen, praktično nimamo teranov, ki bi imeli tako visoke ostanke sladkorja. Mogoče bi mogli vpeljati,
malo na šalo, obvezni dodatek SO2, torej, kot smo že rekli, teran zveni potem, da je res minimalna vsebnost skupnega SO2, ampak glede na mikrobiološke spremembe bi bilo pač vseeno ga treba uporabljati toliko, da smo pripravljeni tudi na novo mikrobiološko sliko in da znamo ustaviti razvoj bolezni pravočasno že v dejansko kletu oziroma že na grozdju celo. Potem spremembe, verjetno vsa PTP vina, torej vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, so pač nekako v domeni pridelovalcev. Torej te spremembe napovedujejo pridelovalci in če bi oni zahtevali spremembe, bo do zahtev prišlo. Na ministrstvu se sigurno bodo tudi podprli, kajti zdaj to je ta moč, ki jo pridelovalci sedaj imajo. Kot sem že rekel, pojav nekaterih novih, ne vem, sveži les in tako naprej, če bojo takšni, če bodo to pridelovalci želeli, seveda bodo teh sprememb verjetno prišlo. Opozoril bi mogoče na tako imenovano teran zveni kot vino z moderirano vsebnostjo alkohola, torej ta previsoka vsebnost alkohola, jaz to pa dreboto postala prav prevelik trend, ker spet trg do tega ni preveč odprt, vsaj v tem času ne. In še nekaj mogoče malo osebna opaska, mogoče so te terani, predvsem tudi s slovenske strani, ki se prodajajo torej bolj starejši, bolj zreli, so se nekako do neke mere tudi fizikalno-kemijsko približali tistim, ki jih najdemo tudi na drugi strani meje, čeprav je pač to enotno področje, ampak ta predvsem zrelost teh vin in neka druga dimenzija, ki jo do zdaj nismo toliko poznali, tudi kličejo po možnosti torej skupne zakonodaje na tem skupnih pravilnikov na tem področju, o čem pa bo verjetno povedala kaj več moja naslednja govornica. Odlično, hvala lepa. Se pravi, prostora za nekako usklajenejšo identiteto in podobo vin z celotnega Krasa, z obeh strani meje, ker očitno vodijo nekako pridelavo nekoliko različne enološke šole, je še veliko. Zmeraj vedno, na obeh stranih je vedno možnost za izboljšavo, konec koncev je to notni teritorij in v prihodnosti jaz vidim promocijo Krasa kot čudovitega, enovitega področja v Evropi. Hvala. Hvala, gospod dr. Bačar. Seveda vaš zaključek kar kliče po prvem vprašanju, ki je tudi zapisano, tako da se sklada za gospod Niko Gregorič, svetovalko ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, o vinu in še marsičem, zlasti sredozemskih zadevah, sredozemskem kmetijstvu. Mimogrede nekaj je tudi izkušena enologinja z kariero v več primorskih kleteh. V minulem desetletju in pol smo bili priče številnim poskusom čezmejnega povezovanja Brda, Koljo, slovenska in hrvaška Istra in seveda tukaj na Krasu. Noben čezmejni projekt ali čezmejna skupna zaščita ni bila realizirana. Resnici na ljubo bi bila to tudi med prvimi ali prva v Evropi nasploh. Očitno so v skupni Evropi meje držav še vedno velike, pa vendar Agrotur kot čezmejni projekt je nekako pripeljal teran in Kras precej blizu skupni zaščiti in morda skupnemu PTP-ju, skupni podobi vin. Kako je s tem stališča ministrstva, stališča slovenske države? No, najprej en popravek. Zadnja geografske označbe presegajo okvirje samo vina. Imamo tudi druge pridelke. Istrski med je ena taka stvar, ki je zaščitena recimo čezmejno, tako da sam tle en popravek, tako da govorimo o vinu. Ja. Tako kot je Dejan nakazal, zadeve so, kar se tiče pridelkov, ki imajo geografske označbe, precej komplicirane. Mi jih imamo, ampak jaz mislim, da noben se ne zaveda realnosti obstoječih geografskih označb
In dejstvo je točno to, ja, da vsake spremembe morajo priti strani pridelovalcev. Država je v tem primeru bo neka organ, posrednik med vlogo, ki jo dajo pridelovalci in Brusljem. Konkretno v primeru čezmejne zaščite to pomeni, da bi moglo biti večina pridelovalcev iz obeh strani meje dati enotno vlogo, tako v Sloveniji kot v Italiji, in so pol tle pogajanja za registracijo, da skrajša malo vse te postopke. Odvisna, se pravi, jaz prva stvar, ki jo tle vidim, pa zdaj ne provociram, sam je sigurni hrvaški veto v tem primeru, če govorimo o čezmejni zaščiti terana. Če bi govorili o čezmejni zaščiti, ne vem, enega imena, karkoli, tle ni omejitev, mislim, da je pa zadeva lahko zgodba o uspehu. Tako da zatečeno stanje je tako, ko je, jaz zgodovinskih stvari tle ne bi ponavljala, so pa zadeve odprte. Je pa Evropa zelo nagnjena k temu zaščiti, se pravi samih pridelkov, območij, in tako da jaz mislim, tle je, ne vem, če vam povem, še včeraj smo imeli Slovaška je registrirala Tokaj, zdaj ne bom poimensko točno vedela, ampak tudi to so uspeli, se pravi se da. Imajo slovenski vino Tokaj, ne vem točno dikcija, ampak včeraj je bilo na tem komitiju sprejeta ta sprememba uredbe, recimo. Tako da zadeve se dogajajo, se odvijajo. Je pa mogoče res bi bila tudi sigurno promocijsko dobra ta zadeva, če bi se začela odvijati. Ministrstvo pa podpira, tako kot podpira, ko se neka prej projekte na teh čezmejnem sodelovanju, tudi take zgodbe, ker ne nazadnje, tako kot pač si Sašo rekel, v Brdih je politična meja, ki deli v Istri, je tudi politična meja, ki deli Kras isto, tako da teritorij je pa nekaj drugega izven političnih meja držav. Hvala. Zaščito je ob medu doseglo oljčno olje in tudi suhe mesnine iz Istre. Ampak v Sloveniji je samo en pridelovalec za klobase, ne pa za pršut, registriran. Drugo vprašanje, promocija je zelo pomembna. Slovenija na tem področju, promocija vina in z vinom povezanih doživetij. Slovenija na tem področju naslanja zadeve nekako bolj na turistični sektor, manj pa na neko generično promocijsko telo za vino in še enkrat z njim povezana doživetja. V tem smislu je korak za Hrvaško, korak in pol za Italijo in vsaj 2 za Avstrijo, ki je v manj ugodnih razmerah za pridelavo vina spromovirala svoje vino res na visoke obrate. V Sloveniji je o tem razprava dolga, tako rekoč skozi vse kariere, ne? Ali se obetajo kakšne spremembe, kako razmišlja vaša ekipa, se bo v pol leta do volitev še kaj zgodilo? Težko, ker to niso spremembe, tako kot je, to so karierne spremembe. Mi smo sicer v predlog zakona, ki je bil v javni obravnavi, naslovili to ustanovitev promocijskega telesa, ampak je bilo do te faze, ko je zakon šel v javno obravnavo, premalo vsebine, sploh še znanih, da bi jih lahko definirali. Na nivoju pač s pridelovalci smo se tudi dobili in pač zahteva službe vlade za zakonodajo je bilo, da gre ta dikcija ven. Smo pa v dogovoru z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, ker je to le domena medresorska, pa lahko zdaj nihče ne prelaga na drugega, ampak je to sodelovanje in edino na tak način pri iskanju neke rešitve. Ali bo mogoče to neka njihova domena, ali se pravi na operativni ravni potekajo zdaj tudi pogovori v tej smeri, da si želimo si nekaj v smislu, ne vem, Wines of Slovenija, pa zdaj čisto generično sem to rekla, ki bi dejansko pokrivalo, če po vzoru avstrijskega recimo promocijskega telesa ali pa moldavskega, če hočeš, mislim, ki tudi deluje. Tako da želje so, interesi so, veliko denarja se nenazadnje namenja tudi v sam vinarski sektor, tudi za promocije na letni ravni, pa
včasih, ko se preštejemo, se zdi, ali dejansko doseže pol ta cilj ali ne, se pravi, je interes vsekakor resornega ministrstva in tudi širše, da se zadeve učinkovito izrabljajo in ciljno usmerjajo. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje, Nika, v bistvu najlažje, ker verjetno o tem ta trenutek največ razmišljaš in največ veš. Prejšnji teden je vlada sprejela in posredovala v parlament spremenjen zakon oziroma povsem nov zakon o vinu, ki osvežuje zlasti odnose do evropskih uredb. Katere so ključne novosti, in ker smo na Krasu, katere so ključne novosti in priporočila za tukajšnje vinogradnike in vinarje? Ja, tako kot bilo rečeno, prvi novost je to, da se dejansko implementira evropska zakonodaja, ki te lahko Dejan potrdi, zato smo se malo nasmehnili pri pravilniku, da je to zelo obsežna zadeva in implementirati evropski red je bila nuja tudi, ker smo bili opozorjeni tudi strani Evropske komisije. Če jaz zdaj gledam to skozi oči enologa oziroma vinogradnika, kaj je bistvena novost, je to, da uvajamo prijavo pridelka po gerku, pa je bilo, odzivi so bili taki in drugačni, ampak želimo si predvsem doslednih evidenc, se pravi registr pridelovalcev grozdja in vina, da bo tak registr, ki bo omogočil realno sliko tudi ocene stanja v panogi in od tam naprej lahko naslavljamo tudi pol ukrepe, ker zdaj trenutno je pač malo kaotično stanje in tako da uvajamo nove zavezance za vpis, to pomeni, da tudi samo trgovci z neoriginalno polnjenim vinom so zdaj zavezanci za vpis v registr, ker želja terena je bila tudi upeljavati tako imenovanih masnih bilanc in to mislim, da so prvi koraki. To, kar je v domeni Ministrstva za kmetijstvo, da se, bi rekla po domače, preštejemo med sabo in popišemo, kaj imamo, damo sploh to in potem naprej, da se zadeve razvijajo naprej. Tako da to je iz tega vidika glavna, tako bomo rekla, velika noviteta, pa da smo definirali, da mora biti vinograd obdelan in da obdelan vinograd pomeni, da je prijava pridelka grozdja. Ker se dogajajo situacije na terenu, ki niso majhne, ki so opuščene vinogradniške površine, ki prejema samo neposredna plačila, ker nimamo definirano, kaj pomeni prijava. Mislim, pridelava. Tako da to so stvari, ki na videz mogoče so tako med vrsticami nekje iz strani vinogradnikov pa zelo pomembne. Hvala lepa. Se pravi, vsi, bi rekel, ob letu lahko obetamo natančen podatek o tem, koliko je vinogradniških površin v Sloveniji. 13.993,74 hektarjev, to do včeraj. Odlično. Odlično je to, da imamo natančen podatek, grozno pa je, da je vinogradniških površin že manj kot 14.000 hektarjev, se pravi, smo jih več kot tretjino v samostojni Sloveniji zgubili. Samo eno stvar, ki me še meni zelo pomembna, če je bila včasih razlika med dejansko rabo vinogradov in evidentiranimi vinogradami nekje 8.000 hektarjev, se spomnim, sem začela študirati, zdaj samo še 1000. Tako da tudi pri tem jaz mislim, da je to kaže na to, da se sektor specializira in profesionalizira. Prehodna določba zakona je tudi ta, da dajemo zdaj možnost vpisa teh nelegalnih vinogradov brez sankcij za 1 leto, potem pa bo pač to malo drugače. Hvala. Vprašanj bi bilo še veliko, zlata, trsna, rumenica in še kaj, ampak hvala lepa sogovornikom za odgovore na vprašanja. S časom smo seveda omejeni, namenjen pa je vsekakor tudi publiki, tako da za razpravo in za vprašanja temu uglednemu forumu, torej beseda je vaša. Dobar dan, govorim italijansko, se opravičujem. Torej, otroštvo sem preživel v Benetkah in tam pač ne govorimo slovenščine. Se zahvaljujem vsem, vsekakor sem želel samo povedati nekaj za prihodnje. Torej, se predstavim, sem Gilberto, tisti od sindroma, o katerem ste prej govorili. Torej,
torej delam v Gorici prav na področju torej enologije in kmetijstva. Giovanni me dobro pozna, sva že dolgo tudi sodelovala skupaj. Torej, jaz se ukvarjam s tlemi, raziskujem tla in poznam situacijo in to, kar bi želel poudariti, zato ker dejansko, ja, seveda imamo nov zakon o spremljanju. Vsekakor, zato da lahko spremljamo tla, jih moramo tudi poznati. Težnja pa je ta, da spremljamo tla, ne da bi jih poznali, in to je težava pač, ki jo moramo premostiti v prihodnje, in to bi želel povedati, zase kar se tiče terana. Mislim, da je temeljnega pomena torej nekaj narediti pri torej ugotavljanju produktivnosti ali neproduktivnosti torej določenega območja. Na Krasu imamo to situacijo. Mislim, da najbolje je, saj iz mojega vidika, torej se lahko doseže kot kakovost v Dutovljah. Zakaj? Zato, ker občina v Dutovljah ima tla, torej, ki ima meter in pol oziroma 2 metra globine, torej rdeče tla, strukturo, se počujem za tehnične izraze vsekakor, s odlično strukturo, s torej možnostjo upijanja vode, ki je zelo dobra, in torej pridemo iz tiste situacije do, ne vem, če govorimo naprimer o italijanskem Krasu, o situaciji, kjer pogoji so popolnoma različni, obstaja struktura, imamo pa samo tla globine 10 cm. Torej, dobro razumem, da v tem primeru odpornost tudi na podnebne spremembe ni tako izrazita. In torej, to mnenje bi morali razširiti in žal nimamo torej strokovnjakov, ki bi lahko torej nismo naučili osebe, da bi lahko pristopili na tak način, torej bi morali delovati, se osredotočiti ne samo na Kraso, temveč bolj na široko, torej na tla, na sestavo tal. In to je temeljnega pomena tudi za trajnost, si uporabno besedo trajnost, ampak nažalost, vsaj v zadnjih 30 letih smo veliko govorili o trajnosti in trajnost se dejansko zmanjšala. Torej seveda znanje je zelo koristno in moramo izkoristiti prav v povezavi s trajnostjo. In zaključujem, torej temeljnega pomena, kar se tiče tla, torej vinogradov, je torej zbijanje. Torej, zbijanje je težava, prav zaradi zbitosti, zaradi načina upravljanja, torej gremo proti zbitosti tlav in torej tudi manjša odpornost na manjša zadrževanje vode in torej tudi večji vodni stres. Torej, to so tematike. In če boste v prihodnje torej še sodelovali pri novem projektu, prosim, da upoštevati te tematike, kajti te tematike lahko izboljšajo kakovost vina, kakovost proizvodnje in kakovost torej občanov. C'è veliko nalog, abbiamo tantissimi compiti anche per il futuro. Še kdo? Se pravi, hvala lepa za pozornost, hvala lepa sogovornicam in sogovornikom v tem panelu, da smo do neke mere predstavili delo in rezultate in njihovo aplikacijo, impliciranje v prakso. Nadaljujemo po kratki pauzi z drugim delom, ki je bolj vezan na promocijo, predvsem pa na turizem na Krasu. Koliko imamo, Ana? Tako, najlepša hvala vsem. Verjamem, da ste dobili veliko novih informacij, koristnih in uporabnih. Sicer s časovnico kar precej zaostajamo, ampak 15 minut si bomo privoščili za kavo, mogoče kozarček vina za zdravje, kot je rekel dr. Passamonti. Kar se tiče pogostitve s toplo prehrano, pa sledi po drugem panelu, ker je bila taka časovnica. Tako da 15 minut
pa se dobimo na drugem panelu, ki bo posvečen turizmu z novimi gosti, strokovnimi in iz prakse iz področja turizma. Hvala vsem.